Najprej lep pozdrav vsem članom, članicam društva Belis, vsem Slovenkam, Slovencem, ki me spremljajo. Zahvaljujem se vam za oglede teh mojih izvajanj, nastopov, spodbujanj ljudi. Moram povedati, da v življenju imam dva zelo težka obdobja. Prvo je obdobje leto 71 in pa obdobje 2020-2021. To so obdobja, v katerem sem doživel, bi rekel, največje tragedije, ki so možne razen smrti. Ker sem vedno bil proti prisilnemu cepljenju, ker sem bil vedno proti prisili k čemerkoli in ker živim, delam, predstavljam zadeve vedno za stališča ustave, Evropske konvencije, sodb Evropskega sodišča, mednarodno priznanih dokumentov, listine Združenih narodov in tako naprej. In ker je človek vedno v prvem planu, sem pripravljen povedati nekaj stvari, ki bodo malce šokantne. Namreč v prejšnjih posnetkih je gospod Miha lepo predstavil župane, kako so skoraj ščuvali k cepljenju, ker to ni poziv k cepljenju. Moram povedati, da postanem ob takih zadevah ogorčen. Namreč leta 1971 sem hodil v prvi letnik tehnične šole v Mariboru in je bilo konec aprila prisilno cepljenje proti črnim kozam. Namreč to leto je bila sproducirana epidemija črnih koz, ki bi naj nastala na Kosovu. In v Jugoslaviji so se odločili in so v par mesecih, mislim, da v 3-4 mesecih, prisilno cepili 18 milijonov ljudi. Jaz in moji sošolci smo bili osebno cepljeni en dan pred 27. aprilom, tako imenovani dan Osvobodilne fronte. Pred srednjo tehnično šolo v Mariboru so postavili 3 razrede v vrsto, imeli eno posodo z gumesto cevko in na koncu gumesto tole stiskalko za zrak in so nas cepili v obe nosni votlini, so nam spustili neko tekočino, za katero živ Bog še danes ne ve, kaj je bilo. Dobro, mi smo vsi veseli po tej zadevi šli domov. 27. april za blokom dopoldne igram namizni tenis, igram prvi set, zmagam, drugi set proti nekomu zmagam in zmagam celo igro in se poleg tele mize sedem v travo, kjer je že sedelo več kolegov. In nenadoma sem izgubil zavest. Dobil sem epileptični napad. Na srečo me sosed peljal v bolnico, kjer je takratna nevrologinja zelo impozantno, brez pregleda, ker z pogledom oddaleč, tako danes, zdravljenje po telefonu, to je šlo vsaj iz oči v oči, povedala, da so samo pubertetniške težave. Odpeljali so me domov in čez 2, 3, 4 dni opazim jaz in mama, da vsi tekači, to so tepihi, včasih so bili moderni, da tečejo za mano, ker jaz grem, grejo oni za mano, na kar sem ugotovil, da sploh ne čutim stopala desnega. Mama je takoj šla k dežurnemu zdravniku, gospod Radič, nažalost spokojen, ki je takoj odredil podnujno prevoz v bolnico, kjer sem bil na infekciji za neke druge bolezni, na kar so izvedli vsa slikanja in so ugotovili, da se mi je med nosno votlino, pozneje, ker je ta nosna votlina povezana z možgansko mreno in kostjo in vmes je vmesni prostor, da se mi je naredila ena bula, ki je rasla, v 3 tednih je pospešila rast 0,1 milimeter na dan. Posledica tega je bilo, da me je v bolnici metalo, da sem glavnem imel težave. Nastala je velika panika, ker so mojo mamo hoteli sorodniki prepričati, da me peljejo v Ljubljano, vendar na srečo v Mariboru takrat ordiniral oziroma ustvarjal tale nevrokirurški oddelek dr. Matej Lipovšek, nažalost je preminil lanskega leta in je mami razložil, kakšna operacija bo
In zaradi te zadeve prisilnega cepljenja so meni 4x4 centimetre na glavi kosti izrezali, da so lahko tumor ven dobili, s tem, da predhodno sem bil 12 ur na operacijski mizi. Hvala Bogu, zadeva se je končala tako, da sem po 6 tednih normalno hodil, da do danes večjih težav nimam, res, da živim antistresno. Na srečo se je šola odločila, kljub temu, da sem 1/4 leta manjkal, da sem lahko šel v drugi letnik, ampak posledice tega dogodka so pa strahovite, zaradi tega, ker jaz se vedno, kadarkoli je govora v poseg v človekovo telo, ali fizično, ali z nekim, se spomnim, kako mi je igrala muzika, ker sem umiral. Pokazali so se mi vse slike znancev, prijateljev življenja, v ozadju se spomnim glasbe, katera ne morem povedati. Se pravi, jaz sem se še ne star 16 let rodil še enkrat. In zdaj, ko poslušam te naše strokovnjake, s tem, da v Sloveniji sploh ne vemo definicijo, kaj je strokovnjak. Pri nas vsakih toliko časa mediji proglasijo nekoga, ki ima visoko šolo, ljubljanske fakultete ali mariborske, da je strokovnjak, pravni, ekonomski, ne vem kaj. Ampak to sploh ni res. Strokovnjak je oseba, ki zna na nek način rešiti problem, izdelati zadevo tako, da je človek zadovoljen, da je finančno zadeva dobra in da ta njegovo, bi rekel, praktično in ne vem kako znanje pomeni, da ga okolje ceni. Pri nas pa to ne velja, pri nas je pa vsakdo strokovnjak, ki ima diplomo, magisterij, doktorat in ne vem kaj še vse. Pa je daleč od tega. Strokovnost in izobrazba nimata nobene povezave. Zato, ko mediji v Sloveniji govorijo o strokovnjakih, pa spredaj doktor, dvojni, trojni, pa ne vem kaj vse, se jaz primem za glavo. Vedno se vprašam, ali ga je okolje priznalo, ali ga ljudje priznavajo, ali ga pa priznava sama akademska sfera, kjer si med seboj že zadnje čase doktorate in nazive delijo kot žemlje v pekarni, kar je katastrofalno. Ta zadeva, ta moja posledica prisilnega cepljenja je pa povzročila, da ko se je začela ta kampanja, prava ekonomska kampanja, ker koronavirus ni nič drugega kot dobra marketinška poteza, kako si izmisliti neko neumnost, ki se imenuje virus, ki sploh ni bolezen, in na osnovi tega z strahom. Prej smo slišali 19 okuženih, ampak nikoli ni bilo za primerjavo, da je 2 milijona Slovencev. 500 ljudi je celo v bolnicah, pri 2 milijonih. 3000 okuženih pri 2 milijonih. 15 000 okuženih pri 2 milijonih. To je, vidite, kako se producira strah. In ta strah je tako ljudi prežel, da sem jaz dejansko bil na eni manjši operaciji maja 2020, v času korone, eno bulico sem imel na očesu in sem moral zaradi tega biti v bolnici en dan, čeprav sama zadeva je trajala 3-4 minutke, da so me zbodli s tisto palčko v nos, da še danes se stresem, ko to se spomnim, ne? In tega ne želim nikomur. Se pravi, še en podatek je zanimiv, ki ga pa Slovenci se ne spomnimo, ne? Na televiziji je bilo, če boste šli nazaj pogledati, zdaj ne vem, konec septembra, začetek oktobra 2019, da je na Brnikih pristalo eno letalo, ameriško, in z njega je šlo 40 biznismenov. A se kdo spomni tega? Ne. Ne, ker Slovenci vemo, da sosed ima novi avto, ima ono, kar je lepo, ampak da če je neka taka vest na televiziji, pa ni ozadja zadaj, ampak čez 2 meseca je Šarčeva vlada odstopila. To so povezave, veste, zdaj točno ne vem, kakšne so, ne bi pa reč špekuliral, ampak ti tovariši sigurno niso prišli rožice saditi Slovenijo. In marca 2020, naenkrat vse televizije, ja, tam na Tajskem, pa ne vem kaj, pa na Kitajskem, pa čakajte ljudje, a živimo mi na Tajskem, na Kitajskem, ali živimo v Sloveniji? To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje, ki se mi poraja v vseh teh ukrepih, ki so bili,
Ali v Sloveniji razen nekaj ljudi na Facebooku, na socialnih omrežjih, ki jih župan imenuje za Facebook strokovnjake, ki so lahko res pravi strokovnjaki proti njemu, ampak on tega ne ve, ker on misli, da je Bog v občini. Ta župan je hujskal ljudi, celo delil ljudi, ne, cepljeni, necepljeni, kar je kršitev ustave, ker smo vsi enaki. In tako je nastala epidemija, ki ni bila razglašena. In glavni problem, osredotočil se bom na Slovenijo, ne na Avstrijo, ne na Nemčijo, ker pač živim v Sloveniji in me zanimajo Slovenci, Slovenke in naše zadeve, tudi vem, kaj se je druge dogajalo, je vlada takrat sprejela fenomenalne ukrepe, ki jih je tudi opozicija takratna podpirala, ker če nisi proti, si za, se pravi, gre za skupinsko podporo, in so si lepo zmislili, mi bomo pa z vojaško-policijskimi metodami, z tanki in topovi bomo šli komarja streljati. In to se je zgodilo v Sloveniji. In kaj se je zgodilo? Dobili smo ukrepe, ki so pa popolnoma nasprotju z ustavo, zaradi česa. Osnovna težava te države je, da predsednik republike ni razglasil izrednih razmer zaradi nevarnosti nalezljivih bolezni. Zakaj jih ni mogel razglasiti? Ker virus ni bolezen. Tudi po listini Združenih narodov, ne vem, 10 ali 15 ali 20% populacije mora biti bolana, dokazano, simptomi bolezni, način zdravljenja, vse mora biti, da se lahko epidemija razglasi. Ampak ker je zadaj pač stal lobby, ki je to delal, smo dobili ukrepe, ki so kazali vse elemente državnega udara. Čisto vsi elementi državnega udara so bili potrjeni, so bili s tem, s prepovedjo gibanja med občinami, s prepovedjo svobode do dela, s prepovedjo uporabljanja svojega denarja in ne vem kaj vse. In glej ga zlomka, sodišča, vam povem, so normalno delali, pošiljali odločbe, sodbe, ljudje pa fotokopirati niso morali. In prišlo je do ene res čudne situacije, pri kateri pa sem jaz vedel, da to je popolna neumnost, da gre za kršitev in tako naprej, in da bo nekdo za to moral odgovarjati. Zato vam moram povedati, da ker so ljudje bili zelo, zelo panični, sem v teh 2 letih z svojim avtom naredil 76,000 kilometrov po Sloveniji, da sem ljudi miril, da sem jim povedal, da to ni taki bav in tako naprej. Ja, pa po televiziji oni doktor bradati, kosmati rekel, da bojo veseli mrtvi ležali ob cestah. In ti bedaki, moram reči bedaki, ki so Slovencem naredili nepopravljivo škodo, niti to se niso spomnili, da bi neke mrtvece našli, pa jih vse slikali ob cesti. Se pravi, imamo vojaško-policijsko metodo, kjer bomo zdravili oziroma s topom streljali na komarja. Uspeh je zagotovljen. Ampak te 2 leti sta minili, smo v letu 2022, vmes so ljudje doživljali katastrofe, tragedije, ki jih mediji ne objavljajo. Na Facebooku ste jih lahko prebrali, tam je nekdo ženo ustrelil, tam je žena moža ustrelila, tam je samomor bil to. Policija je norela, kot da je vojno stanje. V Slovenski Bistrici vsak dan ob 7 zjutraj so začeli rešilci tuliti in so tulili cel dan. Kot da je ne vem koliko 1000 raket na Bistrico preletela. Vse v strahu. Ampak, veste, moramo se zavedati, da povzročanje straha, panike je kaznivo. In jaz sem vedel, do česa bo prišlo, in se tudi zgodilo, da ta zadeva ne funkcionira. Še danes so objavili, da je ne vem koliko 1000 pod korono, ne. Čeprav vem, da korona za mene druga ni nič, kot da je šlo za navadno gripo. Še bolj presunljiv podatek pa je, da leta 2014 pa je dejansko bilo v bolnicah čez 3600 ljudi zaradi gripe, ki je prešla v pljučnico in ne vem kaj vse, pa ni bilo nobene panike, pa nobeni stopom streljal komarja, ne. Moram pa povedati, da najhujše je pa bilo doživljanje to v praksi. Ko sem se peljal na sodišče v Ljubljani,
sem pokazal na sodišču dokument, potrdilo o cepljenju, ki pa sploh ni uradno potrdilo. In jaz sem to potrdilo priredil. In vam moram povedati, da na vseh sodiščih je šlo, razen v Murski Soboti so me pač ujeli, ne? Ampak zanimivo bo to, da bom zdaj vložil odškodninsko tožbo proti državi, ker je izdala nek list papirja, ki po zakonu ne vsebuje vseh elementov uradnega dokumenta, ni štampilke, ni podpisa odgovorne osebe in vsakdo, ki ima ta podpis, ta dokument, ker je nek podpis ali celo ga ni, ne, ima pravico do odškodnine, če se mu karkoli zgodi do smrti zdaj. Ima potrdilo o cepljenju. Sam se moram 24 ali 25 iti na testiranje, da sem dobil potrdilo, ampak sem puncem tam povedal, da me malo požgečka po nosu tu na začetku, nekaj so lušne, pa sem dobil potrdilo, ne. Ker je to biznis bil, ampak jaz nisem hotel, je pa res, da sem moral tam 10 minut na mrazu čakati, da bi lahko zbolel. In zdaj po tej celi zgodbi vam pa moram povedati, da sem v 3 zadevah na sodišču gladko zmagal. 3 inšpektorji so v različnih časih nekoga, ki je na 3 mestih v Mariboru mandarine prodajal, prišli, izdali odločbo o prepovedi prodajanja, čeprav ni bilo to prepovedano, ne, ker ima registrirano to, in firmi 3-krat po 4.000 evrov in uradni osebi, direktorju 400 evrov. Na vseh 3 zadevah sem na sodišču gladko zmagal. Mislim, zadeva je jasna. Tokrat v tej zadevi je vsaj enkrat v zadnjih 24 letih ustavno sodišče ravnalo razumno in izdalo sklep, da so ti ukrepi bili neustavni. Imamo sodbo višjega sodišča v Kopru, da nenošenje mask ni kaznivo, imamo to sodbo, ampak ljudje so izgubljali službe. Ljudje so padali, eni so zapirali policaji, eni so kazenske ovadbe fasali, ker so hodili okoli med občinami. Jaz sem namerno se vozil iz ene občine drugo čez 5 okoli, da bi me ustavili, ampak niso hteli, ne vem zakaj, moram tablice menjati, verjetno. Ne? In zdaj smo v tej fazi, ko smo že vložili prve odškodninske tožbe proti državi v skladu z 26. členom ustave, ki pravi, da če ti državna inštitucija naredi škodo, jo tožiš in posameznika, ne ali in. In te tožbe zdaj 3 sodniki na enem sodišču obravnavajo in vam moram povedati, da je čudovita stvar, ker vsak drugače. En se je izločil, ker pač okrajno sodišče po njegovem ni pristojno do 20.000, ker gre za državo, mora to okrožno. Na enem sodišču so rekli, ja, morate najprej preko državnega odvetništva se poravnati, zdaj pa čakam 3. sodišče, oziroma 3. sodnika, ki ve za isto sodišče, ne smem pa imenovati, ker je zadeva še v teku. Moram vam povedati, zaradi tega, ker 71. je bilo leto, ki mi je pobralo 1 leto življenja, 1 leto mladosti, zdaj pa sta 2 leti mojega življenja bili uničeni, ne samo mojega, tudi vašega, vaših otrok, vaših dedekov, vseh, da ne govorimo o tistih tragičnih primerih, ko so ljudje umrli ali kakorkoli imajo posledice. Pri mojem razmišljanju sem prišel do tega, da bom v program, ki ga pripravljam, mislim, da bo v pol leta v knjižni obliki, dal noter, da se kdorkoli se cepi v primeru hudih poškodb ali neke nesreče, sta cepilec, proizvajalec cepiva in inštitucija dolžni za njega poskrbeti do konca življenja. In to 24 ur na dan. Ne glede, ali se je nekdo prostovoljno odločil ali pa prisilno. Moram povedati, da sem najbolj šokiran v vsej zadevi na tem, da niti ena uradna oseba, ki jo poznam, ni upala delovati po zakonu, po ustavi, po pameti in razumu. Niti ena. Celo
mi je zagrozil, imam pričo, sprevodnik na vlaku iz Ljubljane, da bo vlak ustavil, če ne bom dal maske gor. Sveko ustavite ga, ampak vam garantiram, da boste vi službo zgubili, pa za to škodo boste odgovarjali. Ker vi niste oseba, ki bi lahko mene kontrolirali, nadzirali. Vi lahko kontrolirate samo, če imam vozovnico. Se pravi, prišli smo do situacije, kjer Poljanec Ludvik svojo ekipo začne množično vlagati odškodninske tožbe, ampak to bo neka druga tema, ker bo procedura. Malček bom počakal, da vidim te prve odzive, kako je, tako da bi prosil vse, če imate kakršenkoli dokument, testiranje, cepljenje, zapišite, kaj se vam je dogajalo, dajte napisati imena prič, ki jih bomo uporabili in bomo šli v odškodninske tožbe. Ker ni druge rešitve v tej državi za demokratizacijo, da pride do odgovornosti, ker vam bom povedal glavno definicijo, kaj je demokracija. Demokracija je takrat, ko vsakdo odgovarja za denar in pravice ali obratno. Zaenkrat se zahvaljujem. Hvala. Če ima kdo kakšno vprašanje? Sem na razpolago. V zvezi s tem? Če ne pa po novem letu. Ja. Če ne pa po novem letu, ja. Ampak glej, imamo tukaj Danico. Ja. Danica, malo se približaj, malo bolj. Ja, bom jaz malo omaknil. Izvoli, Danica, ja. Se me vidi? Ja. Jaz sem Danica, pa mi je sestra lani jeseni umrla, ne da bi jo imeli mi pravico videti. Jaz kot sestra nisem imela nobene pravice priti v stik z njo. Ali imam kakršnokoli možnost, ker otroci ne želijo podaljševati te agonije, če imam jaz kot sestra kakšno možnost, da ta delikt, ki je bil pravzaprav humana napaka, humanistična napaka zdravstva, ki je, vemo vsi, zato tukaj, da olajša zadeve in zdravi, da je mene spravilo na rob obupa, da sem bila praktično čisto na koncu in za živci in za zdravjem. Hvala. Ja, imate vse po 26. členu Ustave imate vso pravico. Najbolj pomembno je, da vse to, kar se je dogajalo, napišete na list zgodbo, tudi čustva izlite, dobite 2, 3, 4 priče. Verjetno obstaja tudi neka zapuščinska listina, kjer je nek dokument, kdo je bil tisti, ki vam ni dovolil, ali je to zapisnik zdravnika, ki ugotavlja smrt, in bomo pritisnili na to tipko. Ja, ampak vljudno vas prosim, vsakogar vljudno prosim, napišite, opišite na liste vse, kaj se je dogajalo, vse vaše priče, in ker bomo mi iz te zgodbe naredili tisti glavni temelj za odškodninsko tožbo. Ker vi ste še danes prizadeti, vidite, težava je v tem, da če bi vam dali to pravico, da vi to vidite, bi vaše čustveno stanje bilo drugačno, kot je danes. In tu gre za tako zvano nematerialno škodo, ker ni vse v denarju. To je isto, to je popolnoma ista zadeva, kot da se vam nekdo zlaže. Ta laž gre, to laž vi čutite celo življenje. In v teh zadevah v zvezi s korono je šlo za laganje. Tako da vas vljudno prosim in tudi vse ostale, zapišite, rabimo opis zgodbe, rabimo priče, ki bojo potrdile še danes vaše stanje, ne? In pa priče, recimo tudi partner vas, ki ni mogel do vaše sestre, preko ti izgubiš svojca, ne? To je svojc, je to neka druga zgodba. In tu bomo preštudirali zadeve in ukrepali tako, da bo ustrezno, ker to, vam povem, te 2 leti, to je za mene bil čas tega državnega udara, ker se je suspendirala ustava. To je bistvo. Hvala. Hvala lepa. Hvala. Danica, hvala lepa. Če ima kdo na Zoomu vprašanje, vključite mikrofon, vprašajte. Če ima kdo za Ludvika vprašanje. Če ne pa po novem letu, ker ne. Jaz mislim, da
smo v bistvu povedali. Vsem voščim lepe božične praznike in srečno novo leto in da se še večkrat vidimo, slišimo in tako naprej. Hvala.